knjižnega trga. Dober dan, v oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Janeza Ramoveša Heronova spirala, roman Veronike Simoniti Kako umirajo ladje in roman Antona Špacapana in Francesca Tomade Volkuljin sin. Recenzije so napisali Jože Štucin, Ajda Klepej in Iztok Ilih. Janez Ramoveš je svojo poezijo že pred desetletji dokazal, da narečja niso primerna zgolj za folklorno rabo ali humoristična besedila, pač pa z navideznim nasprotjem med tako imenovano nižjo pogovorno zvrstjo in občimi spoznanji in čutenji, zdaj pa celo s sonetnim vencem, lahko dosegajo svojevrsten estetski učinek. O tem nas znova prepriča njegova 10. pesniška zbirka z naslovom Heronova spirala in pod naslovom Mimohod panskih končnic. Knjigo je izdalo kulturno društvo Mira Lokateli iz Volč, ocenjujejo Jože Štucin. Pesniška zbirka Heronova spirala, Mimohod panskih končnic, Janeza Ramoveša, pesnika iz Suše pod Blegošem, je po osnovni zgradbi sonetni venec. Akrostiha sicer ni, ima pa še druge vsebinske dodatke, ki pesnitev širijo v večji in kompleksnejši izdelek. Avtor spremne besede, Zdravko Duša, jo opisuje kot nekakšen hibrid, pesniško zbirko, ki ima nastavke odrske uprizoritve. Razširjena z orkestrsko in zborovsko glasbo bi se lahko približala celo znamenitemu škofjeloškemu pasijonu. Tudi vsebinsko je namreč blizu žalostnemu križevemu potu glavnega junaka, v resnici antijunaka, voznika klavniškega tovornjaka, ki vse življenje vozi krave v smrt. Vzporednica z Brodnikom, ki prevaža duše umrlih čez Aheiron, je več kot očitna. Tu voznik kamiona prevaža žive duše v smrt in ga to tudi očitno bremeni in muči. V 6. sonetu namreč resignirano spoznava. Ževal jama, vsak človek pa duše njema. Tu sem spoznal. Še marskej sem doživel. V času klavnc z voda poden sem pomival. Če lahk, mrskej bezbrisu ven spomina. Šofer je Heron. Če povežemo z antiko, je matematik Heron iz Aleksandrije čisto nasprotje zgodbi, a zveni podobno kot Haron, brodar v Hadu. V strašljivo pripoved Heron vnaša red, zakonitost in natančnost. Je torej dosleden, skorajda znanstveno neoporečen izvajalec prevozništva živine v klavnico. Spirala, ki je omenjena v naslovu, pa vedno znova vrača zgodbo nazaj, v junakovo mladost na podeželju, v naročje Harona, ki bo prej kot slej prevzel pobudo. Spirala pač teče v obe smeri, naprej in nazaj. Je simbolen lik minevanja in večnega vračanja. Kot je vidno že v citirani kitici, je Ramoveš tudi to delo napisal v svojem narečju. Seveda ne po navodilih dialektologije, temveč kot literarizirano narečje, ki besedilo polaga v usta navadnemu govorcu iz njegovega okolja, kjer prevladuje škofjeloško-cerkljansko narečje. Izredno zanimiv pristop pesnik goji že od samega začetka ustvarjanja. Lahko rečemo, da je svojo vaško-kmečko poetiko izpilil do popolnosti. Hkrati pa moramo dodati, da je s tem nataknil nekaj hermetičnih ust, ki bodo bralce iz drugih okolij prisilile k poglobljenemu in bolj analitičnemu branju. Sicer ne toliko zaradi narečja. Konec koncev se koreni besed lahko hitro stikajo v vseh slovenskih govorih. Težje bo poezija dostopna zaradi mnogoplastne simbolike, s katero Ramoveš iz lokalnega, vsakdanjega in domačijskega gradi eksistencialne vsebine. Metaforika je na videz preprosta, ljudska, v jedru pa nabita s plastmi globokih duhovnih izkušenj in spoznanj. Ta dvojnost podajanja skorajda filozofskih vsebin na način ljudskega govora je specifika Ramoveševe poezije.
Res, da ni izumitelj tega sloga, je pa gotovo eden najbolj prepričljivih sodobnih ustvarjalcev, ki na plemenit način dvigujejo narečno govorico v visoko pesem. Ko se Heron, zbran in natančen prevoznik, ki nikoli ne zataji in vedno 100% izpolni delovne naloge, začne samo spraševati o svoji mučni vlogi, je iskren in čustveno odkrit. V 13. sonetu se ozre vase, svojo nesrečno vlogo pa vidi bliže peklu kot nebesom. Krave so lepe, sem pomislil tist brt. K zemlji vleče bolječe vratove, ene dohreja, že čakajo nove. Jaz zmatran brodar sem, pred poku zaprt. Če še enkrat izpostavimo, ima Heronova spirala 14 sonetov, katerih uvodni verzi tvorijo magistrale na začetku. Povejmo še, da vsak vers spremlja motiv Panske končnice kot simbolna veriga ljudske umetnosti, dodanih pa je še 9 songov za zbor in solista. Tako je jasno, da to ni zgolj sonetna pesnitev, pač pa skorajda dramsko delo. Vsak sonet uvede literarizirana vsebina Panske končnice, ki oriše okolje, razkrije prizor in je nekakšna didaskalija, uvodni interpretativni ključ za sonet, ki sledi. Za vzorec naj bo zapis pred 12. sonetom, ki namiguje na ljubezenski trenutek. Starec pelje cizo. Težko jo vleče, kleca, vleče po kolenih. Z nasprotne strani starka nese velik koš. Srečata se, obstaneta. Nadaljujeta vsak v svojo smer. Kmečka idila se v Ramoveševi poeziji kaže kot vigilija, kot čuječnost in tiho pričakovanje življenjskega cikla ljubezni, prebodeno s trpljenjem dela in vsakdanjega boja za preživetje. Za trenutek se pretvori v ljubezniv postanek, že skoraj ljubezenski stik, a to je tudi vse. Za romantiko seveda ni časa, niti ni želje po čustveno čutnih finesah, da bi se postanek razvezal kaj več. Ne, vsa ljubezen je zgolj hip in bližina na poti. Mogoče je to pesnikov spomin iz mladosti, ko je bilo na vasi še marsikdaj res tako, je pa metaforično prestavljeno tudi v njegov čas, v čas brodarske službe, ki tudi ne pozna oddiha in maziljenja čustev, službe, ki je trda, neizprosna in eliptična, tudi epileptična s svojimi travmatskimi uvidi in spoznanji. V sklopu prej omenjene didaskalije je pesem za zbor in orkester naslovljena Šmarn. Ker govori o nekakšnem spomladanskem romanju v gore, mogoče h kakšni Marijini kapelici, je ta ljudski glas prepoln sprejemljivosti in sožitja. Spet v zelo enigmatični sliki, ki lahko ta praznik povezuje tudi z odhodom v nebesa, v smrt. Ke se cvetje odpira, gremo v gora, ke slike zbledeja, gremo v gora, ke se zvečeri, gremo v gora. Tam so sledovi od tistih koraku, tam stojejo vetrovi, ke si zmeri jih čaku. Na drevesu je tarča spraskana v ljubje, od zgori vrhovi okul se vrteja. Kej konc veselice, gremo v gora. Ke mama šolne spucane, gremo v gora. Ke dan se naredi, gremo v gora. Objed čez rame, gremo v gora. V knjigi je tudi dodatek. Skladatelj Gregor Pompej je uglasbil 5. sonet in tu je objavljena celotna partitura. Po njegovih besedah skuša uglasbitev v to dvojnost vzvišene mestne in preproste ljudske pesniške govorice posneti z uporabo 2 godalnih trijev, v enem od njiju je violončelo zamenjan s kontrabasom, da bi se približal bolj godbeniški in s tem dialektalni zasedbi. Temu ustrezno je razporejen tudi material, saj godbeniški trio ves čas leze proti valčku in polki, značilnima slovenskima glasbenima dialektoma,
regularni trio pa ostaja zavezan sodobnemu, abstraktnemu, realnemu. Dodajmo, vsekakor zanimiva kombinacija in nadvse posrečen pristop, da imamo v knjigi tudi glasbeni vzorec, a žal je ostal le pri partituri, bralec bi ga zagotovo želel tudi slišati na priloženi zgoščenki. Sedem let po izidu s Kresnikom nagrajenega romana Ivana pred morjem se je avtorica Veronika Simoniti v romanu z naslovom Kako umirajo ladje posvetila usodi Ivanine hčere Pine. In tudi tokrat se njeno življenje postopoma razkriva skozi drobce. Roman je izdala Cankarjeva založba, ocenjuje ga Ajda Klepej. Tretji roman Veronike Simoniti Kako umirajo ladje beremo kot za nazaj napisan dnevnik. V njem nam pripovedovalka razgrinja svoje spomine iz povsem osebnih razlogov, s tem se bori proti pozabljanju in strahu pred izginjanjem in minevanjem. Retrospektivno razmišljanje o preteklih dogodkih jo vodi do premisleka v svojih odločitvah, omogoča pa ji tudi nekoliko več prostora za razumevanje svojih občutenj. Bolj kot do boljšega razumevanja sebe, pa jo dnevniško razmišljanje vodi do iskanja predzgodb drugih. Dnevnik razkriva, da glavna protagonistka Pina sebe razume predvsem skozi odnose z drugimi, ki nezavedno usmerjajo njeno življenje. Pripovedovalkino življenje je nerazdružljivo s teatrom v najširšem pomenu besede, saj je v gledališču zaposlena kot dramaturginja in prevajalka. Gledališki svet nam skozi doživljaje predstavi natanko tako, kot si ga predstavljamo negledališčniki. S kolegi po vajah in predstavah ob vinu filozofsko razpravljajo o teoriji gledališča in idealistično razmišljajo o smislu in dometu komadov v žargonu drama, pa tudi sicer njihove misli obstajajo v diapazonu teatra. Vsaka primerjava, metafora ali miselni zaključek je povezan z odrom, igro, umetnostjo uprizoritve in nenazadnje vse bolj z Dionizom, grškim bogom gledališča, saj se ansambel odpravi v rojstni kraj tragedije v Grčijo. Največjo odliko romana vidim ravno v razgrnitvi gledališkega sveta v vsem svojem blišču in na drugi strani v bedi, ki se pred nami razgrinja polagoma. Avtorica Veronika Simoniti je v ospredje postavila dramaturginjo in prevajalko, osebo, ki ima v gledališču precej nevidno vlogo, saj delo najbolje opravlja tako, da njenega vpliva pri gledanju predstave ni čutiti. Ob obnavljanju svojih preteklih ljubezenskih zvez, še posebej zadnje z Urbanom, dramatikom in profesorjem na akademiji, ugotavlja, da je to vlogo morda prevzela tudi v svojem življenju. Pisateljica pripovedovalkino negotovost, omahovanje in nezaupanje vase zelo dobro prikazuje s kolažem spominov, saj dobro navigira med časovnimi obdobji njenega otroštva, odraščanja in odraslega življenja.
Predstavlja nam zgolj izbrane drobce, ki pa so bistveni in ključni za ustvarjanje večplastne, razmišljujoče in introspektivne literarne osebe, kakršna je Pina. Zanjo so ključni odnosi z mamo in očetom, fragmenti skupnega življenja z Urbanom, pogovori z dramatikom Timonom in najpomembneje potovanje po Grčiji. Kljub temu, da je roman Kako umirajo ladje skupek različnih drobcev, zaradi Pininih povezovalnih misli deluje kot celota, saj vselej, kadar zaide v spomine, znova najde povezavo s sedanjostjo, celo najmanjšo. Pinine refleksije je Veronika Simoniti ubesedila izjemno pristno. Tak bralski občutek je dosegla predvsem s tekočim slogom in ubeseditvijo dialogov po naravnem govornem toku, a brez rahljanja slovnice in pravopisa. Hitro in doživeto branje poganjajo predvsem Pinine introspektivne refleksije in Urbanova zamolčana dejanja ter njegove skrivnosti, ki jih ob branju zaznavamo kot zle slutnje, ki čakajo za vogalom. Težo in globino pa roman dobi s Pininim razmišljanjem o lepoti, dobroti, usodi in resničnosti. Nad resničnostjo imaš nadzor samo na odru. Njeni dialogi z Urbanom in Timonom, ki jih Pina obnavlja po spominu, pa romanu dodajo pomembno filozofsko nianso. Nepomembni dnevi grejo lahko v nič. Ohraniti pa bi se morali tisti, ki so vredni zapisa, upodobitve, posnetka. Zato gledališče ni nikoli dolgočasno. Izpušča sivino. Vsaka taka misel je pripeta na takšno ali drugačno spoznanje, po Aristotelu anagnorezo, iz grškega gledališča, filozofije ali mitologije, s čimer avtorica dobro združuje teme gledališča, Grčije in Pinino doživljanje. Neizpolnjene obljube so simbol človekove šibkosti in nestalnosti njegove usode s pričo božjih načrtov. Posameznikove misli in predvsem njegovo bistvo tako spoznavamo zgolj iz odseka njegovega življenja. Da spoznamo Pino, je dovolj, da beremo o njenem dojemanju dogodkov iz Grčije, ki sprožajo asociacije tudi v druge časovne in prostorske sfere. Ključna oseba, ki zaznamuje njeno življenje, je Urban. Stopil je v prostor kot kralj, ki na žezlo navije vse niti in jih preplete po svoje. Njegovo življenje je razdeljeno na dva pola. Javno se zdi samozavesten intelektualec, v najintimnejšem pa je negotov egoist. Za slednje Pina izve po njegovi smrti na koncu njune skupne življenjske poti. Pina v dnevniku na dolgo in široko opisuje potovanje po Grčiji, zadnja poglavja svojega življenja pa zgolj na hitro in brez podrobnosti obnovi. Rojstvo hčere Katarine, Urbanova bolezen, njegova smrt, njena bolezen, razkritje Timonovega duševnega stanja. Z zamolčanjem velikega dela Pininega življenja je avtorica Veronika Simoniti podala zgoščeno in nabito pripoved, ob kateri bralec ne izgubi navdušenja, ter hkrati poudarila temo, v kateri živi Pina in v katero jo ovija Urban. Zaradi umanjkanja Pininega glasu dobimo občutek, da jo je ljudem okrog nje uspelo nekako utišati, potisniti na stranski tir, v zaodrje, in to sluti tudi sama. Sem bila ves čas ob njem, brez dialoga. Po drugi strani pa je roman ubeseditev zgolj enega poglavja o njenem življenju, samo digresija, zaključena kratka zgodba, zaradi česar njeno zapolnjevanje dnevnika na pomanjkljivih mestih ne bi bilo smiselno. Da ne bi skozi pisanje spregledala. Avtorica zapiše: Je čas za resnico in je čas za prikritje. Roman Kako umirajo ladje hkrati pooseblja oba pola. Bralcu se razkrijejo Urbanove skrivnosti, prikritih pa nam ostane veliko Pininih doživljajev in misli. Pinina Odisejada pa navsezadnje doživi dovolj pomenljiv zaključek, ki prinese zadoščenje njej in bralcu. Ker avtorica v Pinino zgodbo navidezno spontano in nevsiljivo vpleta lirične in poglobljene miselne pejsaže, razgrne pristno življenjsko pripoved, ki se ob koncu zdi prekratka.
Glavno protagonistko je tako lahko vzljubiti, da je na zadnji strani slovo od nje grenko. Kako umirajo ladje Veronike Simoniti je brez dvoma roman, ki nas močno zaznamuje na površini, potem pa počasi tone v globine naše duševne votline. Z romanom Volkuljin sin se selimo v obdobje med svetovnima vojnama, ko je bila Primorska vključena v fašistično Italijo. Avtorja Anton Špacapan Vončina in Francesco Tomada v realističnem in fantazijskem slogu pripovedujeta o tem, kako nasilno potujčevanje čuti otrok. Delo je sprva izšlo v italijanščini, nato pa ga je kmalu v prevodu Gašperja Mala izdala novomeška založba Goga. Iztok Ilih. Priprave na spomladi zaokrožen kulturno-politični projekt Evropska prestolnica kulture, ki je ustvarjalno povezal obe Gorici, so spodbudile posebno razpoloženje, iz katerega so ob uradnem programu dogodkov spontano rasle različne, bolj osebne povezave. Tako je tudi nastajanje knjige Volkuljin sin združilo dva avtorja, enega iz slovenske in drugega z italijanske strani današnje meje, ki mesti deli in povezuje. V ustvarjalni dialog sta se zapletla Anton Špacapan Vončina, ilustrator, kipar in scenograf iz Šempetra pri Gorici, ter pesnik Francesco Tomada, srednješolski učitelj v Gorici. Njuno sodelovanje se je razvilo iz zamisli, da bi posnela film na temo življenja Slovencev v obdobju fašističnega raznarodovalnega terorja. Vse skupaj, je genezo romana opisal Špacapan Vončina, se je res začelo z idejo, da bi naredili kratkometražni film. Napisal sem list in pol A4 formata zgodbe, ta del je ostal skoraj nedotaknjen in je prva stran romana. Besedilo je v nadaljevanju pisal na prtičke iz oštarij, ki jih je nato, kot dodaja, Francesco na srečo prelevil v Times New Roman, sicer nikoli ne bi prišlo do konca. Popisani prtički so se drug za drugim sestavljali v roman, Špacapan pa je medtem ves čas risal zgodbo. Nepresenetljivo se je bolj kot pisatelj, ilustrator, pa tudi scenograf, kipar in performer recikliranja ter obenem zelo vizualen tip ustvarjalca z bogatimi izkušnjami v svetu filma. Ilustracije, sta se nazadnje strinjala avtorja, niso bile vključene v knjigo, Špacapan jih je pozneje posebej predstavil na razstavi. Pisanje pa je ohranilo nizanje daljših in krajših sekvenc, značilnih za filmske kadre. Prizorišče pripovedi je Čepovan, slovenska vas, ki je bila po prvi svetovni vojni z rapalsko mejo odtrgana od nove jugoslovanske države in so jo novi gospodarji preimenovali v Kjapovano. Začetek opisanega dogajanja je zaznamovan z datumom 3. februar 1931, ko so fašistične oblasti iz Gorice poslale v vas manjšo vojaško posadko. Ne zato, ker bi jo bilo treba braniti, pač pa poitalijančiti, kar se dotlej ni zgodilo. V šoli, cerkvi in gostilni je še vedno odzvanjala barbarska slovenščina, ki je preprosti domačini niso bili pripravljeni sami od sebe zamenjati za vzvišeno kulturo in jezik dedičev mogočnega Rima.
Tej ugotovitvi je sledil jasen ukaz. Tukaj se govori samo italijansko. In ker sama zapoved ni zadoščala, so Italijani stopnjevali nasilje. Z oken hiš so ukazali odstraniti polknice, da ne bi bilo nič skrito njihovim pogledom. Odpustili so dolgoletno učiteljico Majdo in začeli za svarilen zgled trpinčiti vaščane, ki se niso uklonili novim pravilom. Potem, ko iz notranjosti države dalj časa niso poslali nadomestnega učitelja, je pouk prevzel sam poveljujoči poročnik Angelo, zagranjen vojni invalid na vozičku. Najostreje se je lotil samo svojih Kafolovih, deda Miroslava, očeta Karla in 11-letnega Srečka. Luka Manegezov v spremni besedi v kljubovalnem Srečku vidi celo očiten namik na Kosovela, ki se je uprl preimenovanju v Fortunata. To je vrhnja realna plast pripovedi z zgodovinskim ozadjem in sporočilom, da nasilje prej ko slej rodi upor. Nekateri, večinoma že pokojni vaščani, v njej nastopajo s pravimi imeni in vlogami, tiste, ki tega niso želeli, pa sta avtorja preimenovala ali ustvarila nove like. Hkrati se je izpod površja začela čedalje močneje oglašati lokalna legenda o ženski, ki se je spremenila v orjaško belo volkuljo. Kadar se je iznenada prikazala iz gozda, so za njo ostale luže krvi v snegu. Pojavila pa se je vedno, kadar so se v nevarnosti znašli Srečko in njegovi. V tem strašljivem liku je mogoče zaslutiti tudi pridušen vpliv svoj čas v hribih nad Vipavsko dolino razširjene staroverske prakse, ki po pisanju Pavla Medveščka prav v okolici Čepovana pozna skrivnostno belo v gozdu. Volkulja se je Srečku naposled dala prepoznati kot njegova nesrečna mati, ki ni zbolela in umrla, kot sta mu govorila oče in ded, ampak je po preobrazbi v zver zbežala v gozd in oddaleč bdela nad svojim edincem. Potem, ko je krvavo obračunala z Italijani, ki imajo v svojih genih med drugim zapisan mit, da sta večno mesto ustanovila posvojenca volkulje Romul in Rem, je fanta prepustila odraščanju in se vrnila v gozd. Obrnjena analogija, ki sta jo uporabila Anton Špacapan Vončina in Francesco Tomada, kajpada ni brez razloga. Nenazadnje je tudi fašistična vzgoja poznala volčiče, volkuljine sinove in hčere, 6 do 8 let stare dečke in deklice, ki so jim v državni organizaciji Balila vcepljali Dučejevo ideologijo. Avtorja romana Volkuljin sin se na tej prelomni točki ne poslovita od upornega Srečka, temveč njegovi zgodbi v skopih obrisih sledita do konca. Kot partizan Snežak se je po zimi 1944 proslavil z uničenjem 2 italijanskih kamionov, dobro leto pozneje pa ga je partijska sodna komisija kaznovala z zaporom, ker je še vedno zavezan pravici, spričo pomanjkljivih dokazov zavrnil ukaz za usmrtitev 4 osumljencev. Poleti 1971 se je peščica prijateljev od Srečka poslovila v tišini prazne pokopališke kapele v Solkanu, brez pridig in poslovilnih govorov. To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Jožeta Štucina, Ajde Klepe in Istoka Iliha sta prebrala Lidija Hartman in Jure Franko. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel David Lap, uredil sem jo Vlado Motnikar.